Hvala za besedo obema voditeljima, dežurnim satirikom in pa članom benda. Ok, v Sloveniji bo v prihodnjih dneh oblast prevzela nova vlada, ki močno spominja na vlado izpred 4 let. V bistvu gre za isto vlado z nekaj kozmetičnimi popravki in pa iluzijo, da jo sestavljajo različne stranke. Ok, in če je bila ta vlada v svojem prejšnjem mandatu znana po ukinjanju oddaj, ki niso bile v skladu z njenim narodno-zabavnim okusom, bodo stvari v tem mandatu drugačne. Saj obstajajo določeni varovalni mehanizmi. Ja, in kot prvo je treba poudariti, da zaradi spremembe zakona o javnem RTV aktualna politika nima več takšnega vpliva na nacionalno televizijo, kot ga je dejansko imela nekoč. In to pomeni, da gospod premier ne more zamenjati članov nadzornega sveta, saj ti zdaj prihajajo iz različnih interesnih skupin, na katere politika dejansko nima vpliva. Kot drugo je potrebno povedati, da RTV ni privat podjetje in zato čez noč ni možno zamenjati njenega direktorja, ampak ima vsak direktor pravico opravljati svojo službo do konca svojega mandata. Ok, zdaj, poleg naštetega pa je tukaj še uredniška politika oziroma hierarhija te hiše. Aktualna politika sicer lahko enemu izmed svojih privržencev zagotovi mesto vodje bodisi razvidnega, bodisi informativnega programa, ampak je pa izvedba posameznih oddaj v rokah posameznih uredništev, ki imajo svojo avtonomijo in jim ni treba dejansko slepo slediti viziji svojega nadrejenega. Ok, zdaj, ravno zato, ker obstajajo vsi navedeni varovalni mehanizmi, me v tem mandatu niti malo ne skrbi, da bi se RTV karkoli dejansko lotili in bi karkoli dejansko ukinili. Še najmanj pa, da bi se ukinila oddaja Kaj dogaja, kajti ta ne razkriva novih afer, ampak jih zgolj komentira na satiričen način. Zato je vaša skrb odveč. Mi bomo namreč ostali na istem kanalu ob istem času. Živijo!